Gospod Čermelj, kako ste vi doživeli ta trenutek preloma? Jaz mislim, da bodo delavci danes bolj mirno spali. Jaz tudi. Predvsem pa je pomembno, da smo s tem preprečili nek razvoj škodljivih praks, ki bi lahko postale precedens. Na to smo ponosni. Gospod Mesec, kaj je bilo na današnjem srečanju tisto, kar je prelomilo? Da ste se vi odločili in dejali, tega je pa zdaj dovolj, likvidacijski postopek bom izpodbijal. Ja, tudi meni se danes odvalil en velik kamen od srca. Prepričali ste me pa dve stvari. Prvo so zagotovila lokalnih podjetnikov, kot smo videli v posnetku, ki zagotavljajo, da so pripravljeni pomagati tako z naročili kot z avansi, ker podjetje potrebuje naročila. In drugo, to, da sem slišal, da med tem, ko mi se stankujemo, direktor v tovarni prodaja stroje, to me je pa tako razjezilo, da sem se odločil, da je danes temu treba narediti konec. Vi ste se nasmejali, ko ste vi izvedeli za to, kako ste vi odreagirali? Podobno kot gospod minister, tudi nam se je zdelo pravzaprav nepredstavljivo, da na eni strani rešujemo delovna mesta, rešujemo invalide, invalidsko podjetje, na drugi strani pa nekdo, ki bi moral početi vse to, kar smo mi počeli, pravzaprav ruši njihovo dostojanstvo in delovna mesta. To je nepredstavljivo. Ampak prej ste mi dejali, preden smo se začeli pogovarjati, da tako hitro, ko ste to izvedeli, še niste napisali maila, ker ste to takoj poslali likvidacijskemu upravitelju. Mi se na vsako tako diverzijo takoj odzovemo, zato ker jemljemo svoje delo odgovorno in resno. Gospod Mesec, se vam ne zdi, da vse to kaže, da v SDH-ju v resnici sploh niso pripravljeni oziroma jih ne zanima rešitev podjetja na obstoječi lokaciji? Glejte, jaz gledam na to zgodbo na naslednji način. Direktor ima 3. mandat. Ves čas oziroma sploh v 2. mandatu je podjetje tunilo v rdeče številke. Kljub temu so potrdili še 3. mandat in en mesec zatem, ko so mu ta mandat potrdili, oziroma 2 meseca kasneje, je predlagal likvidacijo. To pomeni, da je ta 3. mandat dobil z nalogo ali pa nekako ob zavedanju, da podjetje likvidira. In to se mi zdi nezaslišano. Na mesto direktorja je treba postaviti nekoga, ki ima namen rešiti podjetje, ne pa ga potopiti. In to je najmanj, kar pričakujemo od SDH-ja. To je že res, ampak gospod Mesec, videli ste, vi javno razlagate, vsi javno razlagate, da je treba podjetje rešiti na obstoječi lokaciji, SDH pelje svojo igro naprej. Vi boste predlagali zamenjavo likvidacijskega upravitelja, ampak kako boste pri Debeljakovem SDH-ju, ki dela po svoje, to dosegli? Jaz sem danes kot minister za delo, in to pristojnost imam, vložil zahtevo po prekinitvi postopka likvidacije. Ko ne bo postopka likvidacije, je treba poiskati človeka, ki bo to podjetje spravil nazaj na noge. Danes smo na dnu. Te bitke še ni konec. Bitka za obstoj podjetja se zdaj šele zares začenja. Najprej treba zamenjati direktorja, tja mora priti človek z vizijo. Vlada mora najti način, da podjetje dokapitaliziramo, in pa treba je najti naročila za to podjetje v Sloveniji in sploh v lokalnem okolju, da ga podpremo. Gospod Čermelj, ker ste vi sinoči v naši oddaji pritrdili mojemu povzetku najinega pogovora, da boste na sestanku z SDH-jem predlagali zamenjavo likvidacijskega upravitelja, so vam popoldne iz SDH-ja odpovedali jutrišnji sestanek z njimi, ker pravijo, da medijsko vključevanje ne pripomore k reševanju problematike zaposlenih na CSS. Ko ste to prebrali, kaj si mislite o tem? Da odpoved sestanka pravzaprav daje jasen vtis, da do neke iskrene namere reševanja tega podjetja, invalidskega podjetja, zaposlenosti teh invalidov in drugih zaposlenih, pravzaprav resne namere nikoli ni bilo. Iskrene namere ni bilo. Gospod Mesec, kako vi gledate zdaj na odziv SDH-ja, da potem, ko predstavnik sindikata javno spregovori, v resnici je gospod Čermelj pohvalno povedala, poklicali so me z SDH-ja, predlagajo sestanek, to je jasno pokazala, da vidi kot eno od možnosti rešitev, da se stvari premikajo, in potem, ko uporabi svobodo govora, ki je ena temeljnih človekovih pravic, oni pravijo, odpovedujemo sestanek, ker pač v medijih se o tem ne govori. Sam bil od upravljavca državnega premoženja pričakoval, da take odločitve, kot je ta, sam odkrito komunicira javnosti.
to, da se sploh ne javljajo, da direktor enkrat ni prišel na televizijo pojasniti, zakaj to počne. To je nezaslišano. In ta situacija z odpovedjo sestanka mi govori samo to, da so gospod Čermelj poskušali za zaprtimi vrati prepričati, da nima prav. Ne bi uspelo. Ja. Ne bi. Ste jim kaj odgovorili na ta odpoved sestanka SDH-ju? Odgovorili smo, da bomo mi zadeve peljali naprej tako, kot smo si zastavili, ker tak način dela tudi prinaša rezultate. Glejte, gospod Mesec, obrtniki in podjetniki, sindikati, tudi vi, ne, so od petka, ki jih je gospod Lotrič začel klicati, zbrali sindikati, obrtniki, podjetniki Škofje Loke 20 000 evrov za premostitev likvidnostnih težav in napovedali, da bodo pri invalidskem podjetju z avansi kupovali njihove izdelke. Ne. SDH, ne, v katerem naj bi sedeli vrhunski menedžeri, kot so Žiga Debeljak, ne, te pa tega niso mogli storiti v več kot 2 letih, odkar so v vodstvu SDH-ja. Mislim, vlada je skupščina SDH-ja, gospod Mesec. Boste vi jutri, imate sejo vlade jutri? Da. Boste vi rekli predsedniku vlade, gospod Golob, kaj se dogaja tukaj na SDH-ju? A boste naredili red? Mislim, ali se strinjate s tem, da je na čelu SDH-ja človeka, ne, ki v bistvu kaznujejo na nek način gospod Čermelj, ker je javno povedala, kaj bo predlagala. Likvidacijski upravitelj ne dela po svoje, vam za hrbtom, medtem ko vi iščete rešitev za obstoj podjetja, on prodaja stroje in tako naprej. Odpoveduje že dogovorjene posle invalidskega podjetja. Se vam zdi, da gospod Debeljak ob vsem tem, kar vemo, še primeren, da vodi SDH? Boste morda predlagali njegovo zamenjavo predsedniku vlade? Vaše vprašanje je točno to, kar je tudi moje mnenje o tej situaciji. Kar bom na vladi najprej predlagal, pa je, da najdemo način, da podjetje prvo, da se menja likvidacijski upravitelj. To je najbolj bistveno, da firma dobi na čelo človeka, ki jo bo pripravljen reševati. In drugo, da dobi gospod Debeljak nalogo, da začne firmo reševati. Izvolite. In da se pripravi ustrezen sanacijski načrt. Ker pred vsako likvidacijo je treba pripraviti sanacijski načrt. Tukaj ga ni bilo. Ampak gospod Mesec, potem bo prišlo tudi vprašanje, kako naprej. In zdaj me zanima, na čigavi strani ste vi zdaj? Na strani menedžerjev vodstva SDH-ja, ki tukaj igra svojo igro, poskuša likvidirati invalidsko podjetje, ali ste na strani sindikata in zaposlenih in boste rekli, glejte, če se z mano strinjate, gospod Debeljak ne vodi dobro ta SDH, nima občutka za najbolj ranljivo skupino, upravlja z 12 milijardami našega davkoplačevalskega premoženja, da to še nadaljuje. Boste zmogli ta pogum, pa morda predlagali, da se ga zamenja? Vas bom spomnil, jaz sem danes podal zahtevo za ustavitev likvidacije tega podjetja. Mislim, da sem s tem zelo jasno pokazal, na čigavi strani sem. Povejte mi, gospod Čermelj, kako pa vi vidite vlogo Debeljakova SDH-ja v primeru invalidskega podjetja? Vsi prejemajo, vrhunski menedžeri, dobre plače, vi pa ste jim v resnici z temi izračuni, ki ste jih tukaj kazali in tako naprej, v bistvu dokazali, da podjetje lahko samostojno deluje. V gospodarstvu je tako, če delaš dobro, uspe. Če ne delaš, smo pa tukaj, kjer smo zdaj. Povejte mi, gospod Mesec, se vam ne zdi, da se je na koncu glede reševanja tega podjetja na nek način oblikovala neka taka Robin Hoodovska akcija? Sindikati, na koncu tudi vi, čeprav ste na začetku zaspali, to morava tudi reči, potem zasebni podjetniki, ste na nek način skupaj rešili oziroma pripravili to podjetje, da lahko preživi. Se pravi, da je zasebni kapital lahko tudi bolj učinkovit in bolj socialno odgovoren od državnega. To se mi zdi neverjetno. Da, in predvsem bi tukaj tudi pohvalil vlogo medijev, ker na začetku je bil SDH, ki je podjetje spravljal v likvidacijo, in bil sem jaz. Na meni je viselo, kako se bom odločil glede te likvidacije. Do danes smo uspeli zbrati številne ljudi, ki so na pravi strani. Zaposleni, lokalni podjetniki, politika, in na tej točki sem jaz prepričan, da imamo pogoje, da to podjetje spravimo nazaj na noge. Ampak mislim pa, da se strinjate, da brez gospe Čermelj ne bi bilo nič. Če bo komu treba postaviti kip, ko podjetje rešimo, sta to gospa Čermelj in pa gospa Brigita. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Hvala. Hvala lepa.
Naj ob tem povem samo še to, da smo tudi danes v oddajo povabili predsednika uprave SDH Žigo Debeljaka, ki upravlja z 12 milijardami našega davkoplačevalskega denarja. Vendar je sodelovanje v oddaji zavrnil, saj bodo, kot so zapisali v SDH, zahtevo za preklic sprejete odločitve v uvedbi likvidacijskega postopka lahko komentirali, ko ga bodo preučili in se opredelili do nadaljnjih aktivnosti v zvezi s tem. O izvedenih upravljalskih aktivnostih bodo javnost pravočasno obvestili, verjetno pisno. Še dobro, da so danes ukrepali škofjeloški obrtniki in podjetniki, ki bi si jih v SDH-ju lahko vzeli za zgled, kako se rešuje podjetje, ki je v težavah. SDH-ju so namreč ponudili tudi to, da če oni ne najdejo rešitve, lahko upravljanje invalidskega podjetja CSS prevzame območna podjetniška zbornica.